Kako boste v 3 tednih, kolikor časa bo Goru v tej prilagoditveni obori, poskrbeli za njegovo zdravje? V bistvu jaz upam, da bomo čim manj skrbeli za njegovo zdravje, kar pomeni, da bo zdrav. Dogovorili smo se, da bi skupaj z lovci oziroma gozdarji oziroma oskrbniki, ki bodo skrbeli za to, da bo muc, ris imel hrano in vodo, da bi takrat hkrati tudi prišla midva s kolegom in v bistvu pregledala njegovo obnašanje v smislu tudi, a je pojedel, a iztreblja, normalno hodi, a se ni poškodoval ob tem, ko je poskušal zbežati. Tako da nekje to naj bi bila oskrba. Božati ga tako ne moremo, a ne? Kakšna je pa razlika pri oskrbi take divje, velike mačke v primerjavi z domačimi živalmi? Ja, tukaj je pa oskrba je popolnoma drugačna. Ravno zdaj, kar je že kolegica povedala, da pač taka žival je divja, ne moramo pristopiti k njej, ne moramo pogledati, gre za eno tako opazovanje živali, kako se vede, kako se obnaša, v kakšnem zdravstvenem stanju se predvsem je pa tukaj važna preventiva, se pravi, da je ta žival prišla tam zdrava, testirana na steklino, da ima zadosti visok titer protiteles proti steklini, da je bila tudi testirana na parvovirozo, da je žival zdrava. V primeru kakšnih nevšečnosti, ki se pa vedno lahko zgodijo, je pa pač tako žival potrebno uspavati in potem pač na nje opraviti potrebne ukrepe. Mogoče samo še to, kaj pa psihično počutje? Boste tudi to spremljali, to njegovo obnašanje? Zdaj teh par minut, ker smo videli, ko so risa izpustili iz kletke v to oboro, je iskal izhod na vsak način, gotovo je v neki stiski. Bo tudi to vplivalo pač na njegovo zdravje, teoretično? Ja, absolutno. Predvsem rabi mir taka žival, da se prilagodi, da v bistvu ta stres vožnje oziroma predhodnega ujetništva v Romuniji, da prebrodi. Opazuje se njegovo obnašanje, se pravi, ali res zelo veliko kroži, išče stalno, neprestano izhod, skače na tisto podest gor dol, pa seveda bo jedel in potem normalno odvajal. To so glavne stvari, ki jih mi lahko takole v obori naredimo, brez da ga sediramo.